V tokratni oddaji bomo dan preživeli v Centru za živali Moste, kjer se vedno dogaja kaj zanimivega. Najprej bomo spoznali reševalnega psa Lakija, ki je prišel na dokaj rutinski operativni poseg. Jaz sem vodnik reševalnega psa Srečko iz Kinološkega društva Ljubljana. To je pes Laki. Prišla smo na operativni poseg z mastno tkivo in zamaščeno lojnico. Prvo sem opazil mastno tkivo na oprsju in zdaj, da ne bi delal dvojnih posegov v to narkozo, sem se odločil, da bom s tem počakal, dokler ne bo kakšen operativni poseg drugačen. Glede na to, da sem opazil še na glavi zamaščeno bulo, smo prišli k veterinarju, pokazali in se je ugotovilo, da je zamaščena lojnica. Se pravi, da sem se v tem odločil, da bom oba primera dal pod eno narkozo. Tako da tudi prešparam kužka. Kuža je že od 2 meseca svojega, ko sem ga vzel, sem ga vpisal v šolanje, pa se je šolal za reševalnega psa. Tam približno pri 4 letih je naredil prve izpite. Je aktiven in je tudi v enoti za reševanje. Se pravi, da hodi na intervencije. Ponavadi pa hodijo kužki tam do 10. leta svoje starosti, se pravi, ima še 1 leto pred seboj, potem je pa vse odvisno od zdravja. Dosti se dogaja, da imamo težave s kakšnimi krempeljčkami, blazincami, pač na ruševinah. Lahko so pa tudi udarci, naprimer, da so kakšne ovire in da preskakuje preko ovir, se nekje udari. Tako da veliko časa vzame, tudi denarja temu. Je pa tako, če želiš imeti dobrega, zdresiranega kužka, potrebuješ vsaj 4 ure dnevno porabiti časa z njim. Aktivnega. Se pravi, sprehod plus igra in tako naprej. Predvsem lastniki so tisti, ki kar odpeljejo psa. Kužki so pa dosti poslušni, pa ubogljivi. Zdaj pa, kar mu prikažeš. Reševalni psi se pri delu bistveno razlikujejo od policijskih, ki so izšolani za drug namen. V Sloveniji so največkrat vključeni v iskanje pogrešanih starejših ljudi. Evo ga, saj zanj smo midva že tako več ali manj ga pogledala, ga bova zdaj še enkrat malo. Ni, da bi se zdaj kaj slabo počutil? Ne, tist ne. Je živahn, kakec normalen. Kaj pa tale ta druga bula? Tole pustimo. Kaj se vam zdi? Ne, meni se zdi, da bi odstranila. Ta druga tudi? Ja. Aha, okej. To od spodi in to na glavo. Ja, tale, če je večja, definitivno. Nikjer druge pa nima nobene druge? Ne, druge pa nisem nič opazil. Ok, jaz je pa. Hvala, v redu je. No, če pa on zdaj pri nas ostane, jaz vas pokličem, ko bo on čist buden pa pri sebi, da bo lahko šel peš ven. Aha. Ja, uši se samo jaz čisto zdaj že 2 dni iz opo. Tale uši so pa malo. Bomo še noter pogledali, ko mi izgledajo malo vneta. Kaj pa učki? Uči mu pa tudi sozijo. Sozijo ali gnojček? Ne, gnojček gre ven. Se vsak dan mu z vato čistim. Evo ga tale klop. Tega je pa mogo večer izvečer dobiti. Ja, se ne gre, če sem ga med še pol s pinceto. Ga bova midva še stehtala, da si lahko jaz protokol sprintam za anestezijo. Koliko ima tam le gor, pogledajte, prosim. 25,4. 25,4, ok, super. Takole, evo, jaz ga zdaj vzamem, tole si pripravim, on bo šel v splošno anestezijo in ko se zbudi, vas pokličem. 3. dan pridete na kontrolo, 8. dan, če bo po sreči, bomo pa šivčke pobrali. A 3. dan zjutraj pridem na kontrolo? Ja, se bova zmenila, kdaj vam bo odgovarjala. Toliko, da šive pogledamo, da vidimo, da je vse v redu. Prav. Pol pa 8. dan pa ven, ne? Takole, ga daste meni. Tisti,
greva, peti. Morda je Laki na misijah neustrašen, a videti je, da je v kletki kar malce prestrašen. Na kontrolo je prišel morski prašiček. Si živ? Ja, po mojem je. Ja, pogled je pa čist sproščen, ne? Najbolj relaks, gleda, kaki pogled ima. Ta pa prav uživa. Pa zadnji so bile bezgavke malenkost manjše pa mehkejše, ne? Če se jaz prav spomnim. Da ti malo se pokaži. Tu je manjša pa razdeljena, na 2 koščka je šla zdaj bezgavka, ne? Se pravi, se že se je zmanjšala za kar konkretno, no? Da dejansko lahko jaz že ločim posamezne dele bezgavke. Tu so tudi, ampak tudi manjše, za pol manjše so. Na antibiotiko je koliko časa zdaj? Zdaj je bil 20 dni. Okej, te bomo zdaj nehali. V vsakem primeru. Se pravi, te bulice so bile posledice česa? Ne vemo zdaj, ne? Pač posledica neke... Nismo vedeli na začetku posledica neke infekcije, kar je bilo najbolj verjetno. Sem glede na spremembe po celem telesu. Ali šlo za neko splošno infekcijo, ki pa vi tudi niste opazili, da bi bilo karkoli narobe, ne? Prosim? No, so nič spremenili. Vse to, ja. Takrat, pač prvi dan, ko smo dobili, je bil pač sum tudi na nekaj avtoimunega. Pač povečane bezgavke, različni vzroki so, bolj kot ne na začetku. Če ni klinično potrebno, se čaka pa se spremlja, ker v večini primerov gre za neki stik, kontakt z nečim, pa odgovor organizma. Pa lahko te bezgavke traja od tedna, nekaj dni, tudi do 2 meseca. Po okužbi se lahko dejansko še povečajo, ne? Tako da v redu. Jaz mislim, da antibiotik so pač takrat dali bolj kot ne preventivno, zdaj ne vidim več nobenega razloga, zakaj bi nadaljevali. To je en trend zmanjševanja je. A vi veste, kje so te bezgavke, jih vidite? Mislim, ste jih čutili? Čutila sem edin ti. To, tu, tu. Dajte vi vseeno spremljati naprej. Zdaj, ko bomo nehali z antibiotikom, če bi slučajno se te bezgavke začele spet večati, boste poklicali in bomo dali na antibiotik nazaj, okej? Tako da okej, bomo dali nazaj not. Takole, idi hitro malo solate pa jest. Kot kaže, bo z morskim prašičkom vse v redu. To je Oliver, moje ime, dihurček, zdaj je star 2 leta pa pol. Drugače, dihurčki so zelo... V Sloveniji, nažalost, imamo enak ime za dihurja, mislim, enak ime dihur za fereta pa skanka. In pol, ko bomo reče, da imam dihurčka, vsi pomislijo na skanka, tistega iz risank. V bistvu je pa to feret in je tako domačen, majhen dihurček, ne smrdi. Ta je kastriran, drugače, da jih ne kastrirajo več, jim samo implante dajo. Zelo prijazen, doma je spuščen ali pa v kletki, lahko ga peljem na sprehod, ga dam na vrvico. Je pa brikete, čim več mesa, ker so to zveri, mesojedec. Mora biti res čim bolj kvalitetni briketi, da je res samo meso. Danes smo pa prišla na cepljene stekline, ker jaz drugače delam v Avstriji in ga velikokrat tudi vozim zraven in bolj za čez mejo rabim izpolnjen potni list, da je cepljen proti steklini in proti kužnim boleznim. Tudi ko ga peljem ven bolj na sprehod in pol ne vem, kaki kužki lulajo ali pa kje, in pol da ne bi se kaj staknil. Se pa zelo dobro ujame tudi z psi. Če grem kdaj na domov k staršim, ko imamo kužka, se dobro ujameta. Se bolj kužki njega bojijo, kakor on kužko. Čeprav je zelo mičken. Sploh, kadar se domače počuti, ali pa ko je dobre volje, tako je v bistvu pravi izraz je ferret dance, war dance, ko je v bistvu tako kar skače, kar pa rikverc hodi, pa se pa kaj zaleti, pa kar na mestu skače, pa vse, kar mu pride pod roke, kar začne se igrati s tem, gre se zanimiv, pa tako zelo igriv.
Eno križo, ne, da bomo videli za naprej, če slučajno. Dihurji niso glodavci. Udomačene dihurje že stoletja vzrejajo v ujetništvu. Če že od malega poskrbimo za njihovo socializacijo, so krasni ljubljenčki. Zlahka jih naučimo, da uporabljajo stranišče. Z mački in večino psov se dobro razumejo. Izogibajmo pa se stikov s pticami, kunci, morskimi prašički, mišmi in podganami. Čeprav načeloma niso agresivni, bodimo pri stiku z otroki ves čas zraven, da ne ugriznejo. Dihurji so mojstri pobega in se lahko stisnejo v še tako majhno luknjo. Zato stanovanje ustrezno zaščitimo, pokrijemo luknje, naprimer pod hladilnikom ali pralnim strojem in podobno. Kadar jih nimamo na očeh, je bolje, če so v kletki. Priporočeno je, da nosijo ovratnico z zvončkom. Tako, Oliver je dobil injekcijo proti steklini in zdaj gre lahko čez mejo v Avstrijo. Naslednji primer pa je dokaz, da na svetu še obstajajo dobre duše. Ena od njih je na poti v službo našla vrabčka, ki se je očitno poškodoval. Na cesti je bil, ja, pri kanalu tlele, ker sem se peljal iz Fužin. Ampak je kazal še znake življenja, pa sem ga zato pobral. Peljal sem, da vidim, če se ga da rešiti. Da vidimo, pa je ki ga da tlele. Non-stop sem po terenu, hodam okoli, ni tako, val marsikaj vidim na nekaj. Tudi spremljam in tako pač tudi kakšne, ki se pobegnejo, sem imel tudi primere, da sem kakšnega psa lovil tam po travniku, pa tako kač. Najde se le, itak je. Doma imam pa 2 kužka pa muca. Torej, vi ste ga našli, pa niste lastnik. Ne. A ste vi prevzeli odgovornost za njega? Finančno? Ja, sam. Sprašujem zato, ker pol bi bilo mogoče smiselno tudi poklicati azil za prostoživeče živali, pa z njimi, v sodelovanju z njimi nekako poskrbeti, da se za tega ptička tudi poskrbi, z minimalnimi stroški za vas tudi, ne? Pa za nas, bomo rekli. Tako da bolj ko ne bomo danes pogledali, kaj z njim, pa če bo rabo oskrbo, bi ga lahko bi imeli do sobote pri sebi. Ja, po mojem, da bi lahko. Ja, ne vem, ko se zaletijo, so dosti krat v šoku, pa tisto, ko mine, se polonijo okej. Ja, se to je. Dosti krat se pa tudi kaj poškodujejo, ne? Kaj zlomijo ali pa... Ja, nogo ima zihar, pa malo zlomljeno tako. Ja, krila mi izgleda okej, koliko sem ga zdaj videl, kako se je premikal, ne? Ampak ravnoteže nekako nima. Ja, se je, ko z eno nogo skače. Ja. Eno ima čist kur nazaj obrnjeno, se mi zdi. Tu je golen zlomljena, ne? Više gor in najverjetneje se ne bo zacelilo. Kakorkoli bomo mi dali gor, da bo fiksiralo, tako se bo pretežko, da celega ptička dol vleklo, ne? Mislim, zdaj tako, takega ptička v naravu spustiti z zlomljeno nogo nekako ne bomo kaj dost mu usluge naredili, ne? Jaz mislim, da tudi v azilu ne bo kaj dost. Edino, če bi vi bili pripravljeni za njega skrbeti, ga imeti v kletki, ga imeti tako, on pa lahko z eno nogico lepo živi. Zdaj pa za ptička, kot bil celo življenje zunaj. Iskreno povedano, ne vem, zdaj, ko bo on srečen, da bo zaprt z eno nogo. On je zdaj še relativno okej, ne? Samo življenje, ki ga čaka, je... Ja, se to vem. Po amputaciji. Amputacija tačka bi se dala kar lepo obnesti, ne? Se hitro zaceli, on bi lahko na eni nogici se naučil živeti, v naravi bi bil definitivno hitra, lahka tarča, tako da to tudi ne vidim smisla. In če mu ne najdemo doma z nekom, ko bi skrbel za njega, kar je velika odgovornost, ni to kar nekaj, ne? Je boljšega, da ga damo spat, jaz mislim, pa... Jaz predlagam, da ga damo spat, no. Ne, se jaz to pomagam. Ker ta nogica mu prav stran visi in to ga boli. In če jaz ne morem bolečine ustaviti, pa mu nuditi nekaj kvalitetnega življenja, pa jaz... No, se to, ja, je tako valda, da se dožival... Mislim, se mi smili, pa ga ne bi zdaj pustil takega, bi ga dal spat. Drugo je, da je to domačen ptič, pa da si je zlomil nogo. Bi bilo drugače, ja. Zdaj, če on navajen na neko življenje v kletki, tak pa vprašanje, ne. Ja, žalostno, kaj ćemo, pač ni okej, tako je. Vse smo pač bolj v civiliziranem delu sveta in se dogajajo take nesreče, ne, kaj ćemo. Nekatere živali preživijo, nekatere pa pač ne. Pa to sem najbolj, ja, tako kot za vsako žival, kaj ćemo. Enkrat je sreča, enkrat pa ni. Kdaj pa kdaj, navkljub vsemu znanju, živalim ne moremo pomagati.
Tolaži nas lahko le dejstvo, da nesrečni vrabček ni umrl v mukah. Moj zajček je prišel zaradi zob. Ime je Miška, je punčka. Že pred nekaj časa je imela težave z zobki in se je peljala pač na drugo veterino, sam mi niso zrihtali tako, kot bi mogli. Zdaj tukaj, ker pač je bil ta virus, niso ji mogli pač, se je peljala pač tja, ker ni bilo. Zdaj tukaj je pač v redu, no. Ta zdravnica jo pozna, veterinarka, je že bila tukaj in je prišla pač, zdaj se jim prišel pač zobke zrihtati, da ji bo zbrusila zobke. Zajček ima več zobk. Nisem to vedel, jaz vem, da ima več zobk zajček, ne. Lahko je pa tudi od desni rastejo, ne. To bomo zdaj videli. Miška, takoj kunčici ime, bo dobila anestezijo, da bosta pregled in poseg lažje potekala. Doktorica Petja Frangež bo Miški pobrusila zobe, da ne bi več povzročali rane na jeziku. V bistvu iz obeh strani mu zobje vraščajo noter v jezik, s tem, da ena stran je že dejansko stara poškodba, ker je že jezik bil skoraj prerezan, ampak zdaj pa še iz druge strani, ker ima pač nepravilno rast zobkov in zdaj moram iz lastnika poklicati, pa mu to sporočiti, ker se odločajo med tem, da ga še enkrat tole mi dejansko zobke pobrusimo, ali pa žal spavanje zaradi tega, ker jim stroškovno se ne izide. Zdaj tako je, iz obeh straneh spodnjih, v bistvu spodnji zobje vraščajo noter v jezik. So spet tiste kakor bodičke, a ne? Ja. Tako da zdaj po vaši želji, kakor smo se pogovarjali, pač, ali probamo še enkrat zbrusiti, pa da vidimo, kako bo, ali ste se vi odločili potem za uspavanje, če bi bilo slabo stanje. Mislim, kaj pa vi pravite, lahko to tako vzdržujemo z brusanjem ali ne? Mislim, definitivno lahko vzdržujemo, samo bo treba malo večkrat priti, po mojem, na 6 mesecev ne bo dovolj, a ne? A res? Ja, ker so kar precej dolge une špičkice, pa zdaj že rastejo iz obeh strani, ker prej je bilo samo na eni, a ne, zdaj pa že v zobeh. Kaj to pomeni večkrat, po vaše? Enkrat na 2 meseca mogoče toliko, da se pogleda, pa da se vidi, a ne, če zrastejo, se jih pobrus, če ne, pa se pač zbudi kunca, a ne. Pa drugače ful v redu, živahna, ful, mislim, tudi nima tako težav, ne, s prebavo, ne, nič, no. Ja, nič, pa je pobrusmo, pa upamo na najboljša, ne. Ja, valjda, kaj pa, valjda. V redu. Probite, pa bomo videli, kako bo pa. Zmenjeno, prav dobro. Okej, hvala. Nikaj, nasvidenje. Ja. No, zdaj smo zaključili v bistvu stomatološki poseg. Tale kunc je bil v bistvu pri nas že večkrat. Ima težave v bistvu z spodnjimi molarji, ki mu vraščajo prav v zob noter, dejansko špički prav v zobe noter režejo in ima že dejansko poškodbe jezika. V enem momentu smo celo mislili, da ga bomo mogli uspavati zaradi tega, ker je dejansko jezik bil toliko prerezan, da je bilo vprašanje, ali bo preživel ali ni. Ampak gleda, tale kunčica se še kar drži, no, 6 let je stara, v dobri kondiciji in tudi danes so se lastniki pa odločili k sreči, da ji pomagamo še enkrat in upam, da bo zdaj v redu. Po oglasih ne zamudite. Doktor Le Marešal bo skušal ugotoviti, kaj je narobe z levo nogo mešančka Arona. Lakiju pa bo doktorica Frangeževa odstranila 2 buli.
Naj vam predstavimo svojeglavega mešančka Arona. 1. marca je imel 5 let, mešanje, oče je bil čisto karambordarkoli, mamica je bila iz zavetišča, pravi, da je labradorka, ne vejo pa, kaj je še zraven bila. Aron, ne, krog. Ful je pridan, ful ima energije, nori na žogce, da ne govorim o vodi. Sam da vid morje, reko, to je takoj noter. Ne mara se pa tuširati. Mislim tako, če ga hočemo pa tako kopati, da bi bil pa lep, je pa odporno. Daš kakšno tačko? Ja, tudi, ja, bravo. Vse mu odmerimo, kar zelo rad je, tako da, če ga ne bi čuvali, bi bil debel. Pa ful je scrkljano, ful je priden, ful ima rad ljudi, otroke. Ta majhne psi v bistvu in pse čisto ignorira, sploh jih, ne vem, tudi če lajajo, se obrne stran. Ampak je svoj glav, tako da takrat nisem razmišljala, da bo mogoče za vzgojo to kakšen problem, ampak smo tako, kar dosti dosledni probamo biti, no? Da ne uveljavlja svoje. Aron, kaj pa si to? Točno vek, da pišem. Drugače pa, no, res, tak, naš je, no. Res družinski član, čist. Kaj pa to? Jaz te hvalim, ti pa vse drugo Dosti! Zdaj tega vseeno malo bolj trdno breli, ker bolj bibo. Ja. Ok. Aron, nadej. Ok. Še kopina? Leva zadnja, ja. Vidim, ja, drži zrapo. Ja, pa zelo jo čuva. Tudi pazi, kako stopi. Ene par mesecev nazaj, ful je noro na žogce. Smo metali žogco in je dejansko, ko je v zraku ujel, ki je dol pristoj sam za jogo. Par mesecev nazaj? Ja, par mesecev nazaj. To je bilo še pred to korono, pred marcem je bilo, no. Potem je dobil protivnetne tablete dobil. Protibolečinske? Ja, tako se reče, ja, ne, prav protivnetne. Pol je pa kar naenkrat nehal, je bilo vse okej. Nič nismo imeli nobenih podvigov pol več in sem upala, da spet kakšne žogce pa to za vsak slučaj, ampak je pa spet normalno laufa in vse. Zdaj sem pa en dan prišla in sem opazila, da spet pazi tačko, s tem, da je rekel taz, da to so itak bolj počasni sprehodi z njim, ne. Ni bilo nobenih kakšnih sunkovitih gibov, nič, sam je spet ga je začela boleti, no. Ko zdaj ga gledam, pa ima na trenutke je razbremeni, pa na trenutke je pa kar obremeni, ne? Ni, da bi zdaj bil neki položaj, ko bi bil posebej boleč, ne? Ampak, ko da bi se, ko se spomni na bolečino, makne, ko pozabi pa sicer ne bremeni na polno, ker vidim, da ima rahlo pokrčeno koleno vseeno, ne? Dajte ga na tehnico, bomo dali pol na mizo. Sedi. 33, 10, 33, 30. Ok. Ga bomo dali gor in pri glavi ali prejiti. Vidi. Tako, evo, tu sem. Tu sem jaz, ne bom te. Pridn si, no, pridn. Zadnja desna smo rekli. Leva. Ok, pa ste vi stopili malo bližje, pa ste dali eno roko spodaj. Jaz zdaj hočem samo videti, kaj se bo zgodilo. Ko bremeni levo tačko. Ok. Ok, dobro. Ok, v redu. Levi kolk. Da desno se lahko zmenjamo kar za slikanje. Bolj ko ne hočemo vedeti obrabo, ne verjamem, da gre za zlom. Izjemno lahko gre za kakšen nalom, mislim, ne vem, nalomljen, no, bolj ko ne bi šel to pogledat, pa bolj ko ne bi šel pogledat, če ima kakšne probleme z displazijo kolkov. Lahko pa to lajšamo, da ne bi šlo, mislim. Protibolečinsko. Nič se ne da drugega, da bi Mislim, se da... zaustavili ali pa da se... Ne, to gre za degenerativni proces, ne. Lahko zmanjšaš hitrost te degeneracije z raznimi s posebnim načinom življenja, se pravi, od načina gibanja, prehrane, vse je treba pač prilagoditi malo temu in se pol te zadeve da dokaj pa s protibolečinsko pa protivnetno terapijo. Tada je treba in z fizioterapijo, z delom dejansko, s prehrano, z vsem skupaj probaš dejansko lajšati to obremenitev tega sklepa oziroma... Poglejte, zdaj mi dva, ne, treba prvo slikati pa pogledati, potrditi. Ker ni nujno, da njega boli to non-stop, ne. On ima lahko dejansko neki vnetni proces v sklepu,
ki ob normalni uporabi se razboli samo vsakih toliko časa. In takrat pač se vnetje malo bolj aktivira, rabi malo več časa, da pride k sebi. In tudi zdaj je že skoraj uporabljal nogo, samo kakšen gib, pa to ga je dejansko bolelo, se je videlo. Tako da tu bomo videli, kakšne bodo njegove potrebe in potem se bomo mi, glede na to, se prilagajali. Bi pa ga jaz čim prej dal že na glukozamin chondroitin. Tisto imate tudi tam mene dodatke, lahko si pogledate, pa boste videli pol, ker je vam bolj paše, ker je na recepciji, ja. A ga damo dol? Ne, ti ne skakati, ti pa ne skakati. Laki je reševalni pes. Njegov skrbnik se je odločil ubiti 2 muhi na en mah in z enim posegom odstraniti lipom in zamašeno lojnico, buli, ki sta mu zrasli na prsnem košu oziroma na glavi. Danes delamo kužko, bomo danes odstranili zamašeno lojnico na glavi, pa lipomček tele na prsnem košu. Prejšnji teden smo že v bistvu naredili vse teste, kar smo pogledali pred samo operacijo, ker je koža star 9 let, tako da danes ga bomo pa operirali. Pa odstranili buljce, da bo lažje, ker tale bula na glavi, pravi gospod, da kar hitro raste. V bistvu je to taka bolj rutinska operacija. Odstranitev raznih bul, ker bule niso preščoščene na podkožju, so tako lepo mobilne. Dejansko je to v bistvu kožo odrežeš, sprepariraš in zašijaš nič hujšega. Lipom je nenevaren tumor iz maščobnega tkiva. Gre za najpogostejšo obliko novotvorbe pri psih. Večinoma se pojavijo na trebuhu ali prsnem košu. Razraste se tudi v mišičnem tkivu, bolj redko v prsni in trebušni votlini ali v notranjih organih, še redkeje v kostnem ali hrustančnem tkivu. Takole vidimo, kako se tale lipomček lepo ven izboči. Zdaj ga moramo samo odluščiti. Probamo čim bolj tropo preparirati, ampak so pa kar precej, moram reči, prekrvljeni. Tako da lahko si pol predstavljate, kako pri ljudeh liposukcija izgleda. Evo ga. Takole. Potem, ko zapre rano po odstranitvi lipoma, se doktorica Frangeževa loti še zamašene lojnice na glavi. Pes ima v koži zelo razvite žleze lojnice. Njihova izvodila se končujejo ob dlačnih kanalih. Loj, ki ga izločajo, v tanki plasti prekriva kožo in dlake in s tem ščiti organizem pred vlago in mrazom ter preprečuje njegovo izsuševanje. Probamo v bistvu narediti čim manjšo luknjo. Znojnic pes nima, razen v koži med blazinicami in na smrčku. Zdaj se zbuja počasi. Refleksa še nima sicer čist, ampak diha lepo, počakamo, da v bistvu dobi refleks požiranja in pa katero dobi, tubus ven potegnemo. Dan se v centru za živali Moste končuje. Razen za vrabčka je bil za vse njihove paciente in skrbnike zelo uspešen.